Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Danes smo z vami jaz, Matjaž Pogorevc, sem investicijski analitik. Jaz sem Aleksandar Gutierrez, sem upravljalec investicijskih skladov. Jaz sem Klara Repnik, delam na področju financ. Danes pa se nam je pridružil tudi upravljalec, ki upravlja jugovzhodno Evropo in hitro rastoče trge, Matjaž Lesk. Lepo pozdravljen, Matjaž Lesk. Lep pozdrav sem. Pozdravljen. Lepo pozdravljen. Tako da, ja, danes se bomo pogovarjali o investicijski temi, ki smo jo pripravili, in ta tema je staranje prebivalstva v Aziji. Aleksandar, zakaj se tebi ta tema zdi pomembna? Prvi vidik je, oziroma prvi razlog je seveda številčnost prebivalstva v Aziji. Vsi vemo, da je Kitajska trenutno najbolj naseljena država na svetu. Zelo blizu je tudi Indija, ki bo zelo verjetno zelo kmalu prehitela Kitajsko. Drug razlog je seveda vpliv, ki ga imajo te države na svetovno gospodarsko rast. Kitajska je več let bila svetovni motor, kar se tiče gospodarske rasti. Veliko pričakujemo tudi od Indije na tem področju. In z tega vidika je razumljivo, da je pomembno razumeti, kaj se dogaja na tem področju v Aziji. In tematika staranja prebivalstva je izjemno pomembna tudi z tega vidika, da nasplošno, če govorimo širše gledano in se ne sredotočimo na azijsko regijo. Ta tematika je izjemno pomembna zaradi tega, ker neposredno vpliva na gospodarsko rast. Torej, staranje gospodarstva ima negativen vpliv na delovno silo in delovna sila oziroma rast na tem področju je eden od 3 dejavnikov, ki vpliva na gospodarsko rast poleg investicij v kapital in tehnologije. Tako da demografski trendi neposredno vplivajo na gospodarsko rast. Z tega vidika je ta tematika izjemno pomembna. Ok, samo da povemo še, kakšni so te trendi sprememb v Aziji. Torej pač v zadnjih 30 letih lahko vidimo, da se je pričakovana doba življenja v Aziji dvignila za okoli 10 let. V južni in centralni Aziji trenutno znaša 69 let, v vzhodni in jugovzhodni Aziji pa se je dvignila za okoli 9 let in trenutno znaša 76,5 let. Tako da na drugi strani se je pa pač tudi zmanjšala rodnost, torej manj otrok se rojeva, poleg tega se je tudi zmanjšala umrljivost, manj ljudi umira. In pol pridemo do tega, da se pač prebivalstvo stara. Matjaž, misliš, da bo to temeljito vplivalo na strukturo potrošnje v teh državah? Absolutno. Se pravi, če gremo do recimo v pokoj, vsekakor bo na starost trošil manj in tudi struktura bo verjetno drugačna kot recimo takrat, ko je bil recimo mlajši, oziroma ko je bil v naslednjih letih. Ne? In seveda, je pa tudi odvisno same strukture, se pravi samega prebivalstva. Ne? Če imamo mlado prebivalstvo, bo verjetno ta problem mogoče malo drugačen, kot recimo, če je tudi v bolj zrelem demografskem režimu. Torej, v tem trenutku večina azijskih držav še nima primernih sistemov pokojninskega dohodka? Večina ne. Vsaj te, ki so recimo države v razvoju, tukaj bi težko govorili o kakšnem res izoblikovanem pokojninskem sistemu in večinoma je tako, da v bistvu otroci nekako preživljajo starše. Ne? Oziroma, če gre za mogoče bolj zrel demografski režim, potem je tako, da pač vsak varčuje. Ne? Tako da imate recimo na kakšnem Kitajskem, naprimer, tam je stopnja varčevanja izredno visoka, ne? Ampak treba vedeti, oni pač nimajo izoblikovanega pokojninskega sistema, kar pomeni, ko nekdo recimo se zaposli, mora potem odvajati sam, v bistvu za neko pokojnino mora nekaj varčevati, da bo potem lahko ko se enkrat upokoji, ko ima enkrat zadosti prihrankov, da bo lahko od tega živel. V razvitem svetu smo že kar precej stari in vedno manj otrok imamo. In v Evropi naj bi bilo prebivalstva, ki je starejše nad 65 let, okoli 20%. Pa me zanima, Matjaž, ali ima staranje prebivalstva večje negativne implikacije na razvitem trgu ali v Aziji? Na razvitem trgu bo verjetno imel več implikacij, ker staranje prebivalstva pomeni precejšen strošek za samo državo oziroma za samo družbo. Tukaj treba zagotoviti, kot sem že prej omenil, precej nekih stvari. Ne. Treba je se pravi posodobiti zdravstveni sistem, ki bo moral imeti tako kapaciteto, da bo lahko v bistvu vse te starejše ljudi, ki bodo seveda vedno bolj zbolevali, pri starosti se vedno več nekih zdravstvenih težav pojavlja. Po drugi strani pa rabimo seveda tudi dolgotrajno oskrbo. Ne. Se pravi, ali so to domovi za ostarele, ali so to v bistvu neki posamezniki, ki pač skrbijo za ostarele, ki so pač na domu, spravarovano stanovanje.
oziroma kaj podobnega. In tretja stvar so potem seveda pokojnine. Ne. Se pravi, oni rabijo tudi v bistvu nečesa živeti. Zdaj, če predvsem v Evropi imamo recimo ta pay-as-you-go sistem, kar pomeni, da si plačuješ v bistvu neko pokojnino čez življenjsko obdobje, ne, kot mi to poznamo. Ne. Mislim, mogoče v kakšnih državah recimo ni točno tako, ne, ampak vseeno treba recimo nekaj varčevati za to. Ne. Ampak mislim, da se v Evropi to trenutno že dogaja. Ne, se pravi, da se ta prehod recimo v staro družbo, se pravi v star demografski režim, se dogaja in kmalu bodo v bistvu ravno najstarejši, bodo praktično največji del prebivalstva. Ne. In to bo kar precejšen napor v bistvu za družbo. Ne. Za mlajši demografski režim pa tukaj pred njih pa nekaj drugega, ne, bolj problematičnega, ker recimo Evropa je razvita družba, ne, in večinoma si države lahko te stvari nekako privoščijo, ne, ker pač ima dost, rekel, nekih finančnih sredstev, ima nekaj dost ostali kapacitet, da to lahko naredijo. Kar se tiče pa trgov v razvoju, tukaj treba pa vedeti, da ta infrastruktura sploh še ni razvita. In tudi države niso finančno močne, da bi to zagotovile. Kar pomeni, da je pred njimi v bistvu, rekel, kar nek tek s časom. Ne. Se pravi, da bodo morali te generacije, ki so sedaj, ne, ki sedaj ustvarjajo, dejansko ustvarjati v bistvu takšno družbo, se pravi, ki bo res toliko finančno in sploh gospodarsko močna, da bo zagotovila te kapacitete, da potem, ko se oni postarajo in ko bo prebivalstvo se začelo zmanjševati, da bo oni potem lahko seveda tudi v bistvu uživali te sadove, ki so jih potem seveda delali. Ne, se pravi, da bodo imeli in zdravstveno zavarovanje, in kar se tiče pokojnine in tako naprej, da bo imeli dolgotrajno oskrbo in tako naprej. Ne. Seveda, dokler pa za mlad demografski režim, takrat pa verjetno na to še ne mislijo kaj dosti. Ne. Takrat pa so tukaj različne oblike, kako se to naredi, ne, se pravi, ali da pač seveda, predvsem na podeželju, recimo bolj manj otroci skrbijo recimo za starejše, v mestih mogoče pač je tukaj malo več varčevanja, ne, da potem vsak poskrbi za sebe in za svojo prihodnost oziroma za svojo starost. Vsekakor pa tudi te države se bodo verjetno nekje v nekem obdobju pač začele starati. Ne. Težko, da bo pri kakšni državi, da bo populacija rasla v nedogled. Ne. Mogoče se bo to dogajalo v kakšni podsaharski Afriki, tudi naprimer v Indiji, ne, za katero pravimo, ne, da bo v bistvu kmalu po prebivalstvu celo presegla Kitajsko. Ne. To se bo verjetno zgodilo v teh letih, mogoče v naslednjih parih letih. Ko si ravno govoril o Indiji, ima ravno ta ogromno mladega prebivalstva. Ali se ti zdi, da bodo te države, ki beležijo trenutno večji delež mlajše populacije, uvedle kakšne ukrepe, da bodo preprečile tveganja, ki nastajajo s staranjem prebivalstva, kot je to na primer na Kitajskem in na Japonskem? Jaz mislim, da to bo prišlo predvsem z urbanizacijo. Ne. Ker dokler imamo večji delež recimo ruralnega prebivalstva, mislim, da bodo neke, rekel, že starodavne tradicije, se pravi tega pokojninskega sistema, se pravi, da otroci skrbijo za starejše, da bodo še vedno prišle do izraza. Ne. Selitvijo mesta se pa seveda ta vzorec bistveno spremeni. Ne. Tukaj je težko imeti recimo, ne vem, več številčno družino, se pravi, da ima recimo več kot 5 otrok, karkoli, ne, kar je na vasi lahko recimo čisto povsem normalno. Ne. In v mestu pač je tudi dražje stanovanje, dražje pač življenje, tako da je tukaj treba predvsej več zaslužiti, ne, da lahko v bistvu vzdržuje svojo družino. Tako da tukaj po mojem s to selitvijo oziroma samo urbanizacijo potem se bo ta trend mogoče začel povečevati. Ne pa tudi tako, da v bistvu, da se povečuje tudi produktivnost, ko se selitvijo samo mesta. Ne. In seveda, če se povečuje produktivnost, se povečuje BDP, s tem pa seveda finančna moč države in seveda sposobnost, da zagotovi, se pravi, to infrastrukturo, ki bo potrebna za starejše obdobje, za obdobje, ko bo seveda v starejšem demografskem režimu. Ne. Težko je preko te države, ki ima mlad režim, da zdaj kaj bistveno razmišljajo o tem. Ne. Mislim, da bo se to dogajalo čez leta, desetletja mogoče, ne. Ampak dokler ta problem ne bo toliko akuten, do takrat se ne bodo kaj bistveno ukvarjali s tem. Ne. Zaenkrat so preveč zaposleni s tem, da rastejo. Ja, sej logično. Se bojo potem obadali s težavami, ki bojo prišle čez 50 let. Tako, ne. Oni v bistvu morajo zelo narediti neko bazo, s katero bodo potem lahko to recimo ustvarjali. Ne. In ta baza se pač ustvarja na različne načine, ampak predvsem pa je treba tukaj omeniti rast produktivnosti, tehnološki razvoj, tudi infrastrukture. In potem s časom se seveda potem to lahko tudi previje, se pravi, boljšo skrbo za starejše. Ne.
Seveda pa tukaj je treba vedeti, te oskrbe za starejše praktično te država skoraj da ni. Oziroma je mogoče omenjena mesta in težko bi zdaj rekel, da se bo to kar hitro začelo razvijati. Je pa seveda tukaj še en faktor in to je pa seveda medicinska oskrba. Se pravi, če imajo recimo boljšo zdravstveno oskrbo, potem bodo ljudje živeli dalj. V teh državah je recimo življenjska doba dosti nižja, ravno zaradi tega, ker pač nima kvalitetne zdravstvene oskrbe. Matjaž Lesk, v poznih 70-ih so imeli na Kitajskem politiko enega otroka, s katero so pač omejili družine, da lahko imajo enega otroka, in to so zdaj končali leta 2016, pa uspeli jim je pa zmanjšati to stopnjo rodnosti v tistem času, da je padla pod 2 otroka na žensko v 90-ih. In me zanima, kakšen vpliv je imel to na Kitajsko, kako se zdaj to vidi na Kitajskem, s kakšnimi problemi se lahko zaradi te politike srečujejo v prihodnosti. Tukaj govorimo o nekih 50 letih razlike, oziroma 40 približno. Ker če gledamo recimo 70 leta, takrat je Kitajska imela problem, da je prebivalstvo precej hitro raslo. In država je dejansko se zbala, da ne bodo uspeli prehraniti vseh teh ljudi. In zato so potem uvedli, se pravi, politiko enega otroka, da bi to rast dejansko zajezili. V tem času se na Kitajskem enormno stvari spremenilo. Praktično, mislim, država je trenutno neprepoznavna glede na to, kaj je bila takrat, ko so to politiko uvedli. In predvsem pa, kar se je zgodilo, je proces urbanizacije, ko so se ljudje začeli seliti v mesta. In tudi enormna rast produktivnosti, enormna rast BDP-ja, infrastrukture in tako naprej. Tako da zdaj, se pravi, ta Kitajska je čisto drugačna kot tista, kot je bila recimo konec 70-ih let, pa tudi mogoče konec 80-ih let. Jasno, zdaj, kaj je ta politika povzročila, da je že Kitajska na tej prelomnici, ko bo začelo prebivalstvo upadati. In to jim sicer ni najbolj všeč in zdaj bi oni radi to spodbujali. A misliš, da ta ničelna COVID toleranca na Kitajskem, zaradi katere imajo lockdowne že ves čas, prispeva tudi k naravnemu prirastu, k višji rodnosti otrok, zaradi tega, ker so ljudje zaprti? Težko bi rekel. Mislim, tam je tudi ena druga težava, da mogoče gleda ta socialni sistem ni čisto do konca razvit, kar pomeni, da je dejansko, večina je zdaj, se pravi, prebivalstvo živi v mestih. Prej seveda bila na podeželju, ampak zdaj je pa večina že v mestih. Zdaj v življenju v mestih ni slučajno ni poceni. Nepremičnine so izredno drage, vsaj recimo v teh večjih mestih. Potem, kar se tiče recimo skrbi za otroka, recimo vrtec se je treba seveda normalno plačati, tukaj ni kakšnih socialnih transferjev, česarkoli. In tudi seveda treba tudi zaslužiti, ker tudi ni lahko. Tako da so v nekaterih mestih, vsaj teh večjih, recimo, je že problem v bistvu, da se pari sploh odločajo, da imeti otroke, ker to enostavno potegne za sabo enormne finančne obveznosti. Tudi če bi spodbujali v bistvu rodnost, vsaj pri tem segmentu prebivalstva, verjetno ne bi imeli kakšnega bistvenega uspeha. Bi bilo pa recimo mogoče to bolj uspešno recimo spodbujati predvsem pri ruralnem prebivalstvu. Ampak tle bi še dodala, da ne vem, če so na Kitajskem to politiko enega otroka uvedli, pač je to že dolgo dobo takrat. In to se tudi navade posameznika, ali želi imeti otroka, ali ne, pač se spremenijo. Ne more kar naenkrat zahtevati, zdaj imaš te pa lahko, ne vem, 2, zdaj celo 3 otroke, da imajo lahko. Pač ne more se spremeniti čez noč. To je proces, ki nekako zakoreninjen. Definitivno, tudi mentaliteta v bistvu se to nekako spremeni, ampak mislim, da so tukaj le čist objektivne in materialne možnosti. Vsaj, če govorimo za mestno prebivalstvo. Kmečko prebivalstvo mogoče bi bilo recimo lahko malo drugače. Tam se mogoče imajo še variante, recimo, da ima več otrok. In definitivno pa se pravi, če bodo hoteli, da jim prebivalstvo ne upada več, potem bodo morali začeti spodbujati rodnost. Kar pa je v danih okoliščinah, ki so se pravi kompletno različne, kot so bile takrat, ko se je ta politika enega otroka uvajala, je bistveno težje. In vsekakor spodbujati rodnost v mestih, glede na to, da bodo v mestih se srečevali največ s to težavo starejših, v bistvu ljudi nad 56 let, in v mestih je mogoče res največja težava, če ne bo to toliko mladega aktivnega prebivalstva. Mlado aktivno prebivalstvo je v mestih in tam prevladuje tudi.
Problem je v tem, ker nimajo zagotovljene, se pravi, dodatne skrbi recimo za otroke. Ne. In že recimo vrtec, potem šolanje in tako naprej. Ne. Potem recimo kako ga spraviti recimo neko fakulteto, ne, ker treba vedeti, ne, tudi otrok se bo moral nekje šolati, ne, in dobiti neke kvalifikacije, da bo potem recimo lahko dobil, ko se zaposli, primeren dohodek, da bo sploh preživel v mestu. Ne. Ker kot sem že rekel, ne, življenje tam je zelo drago. Zdaj pa, če predpostavimo, da Kitajski ne uspe, torej obrniti ta trend, kakšne možnosti sploh imajo? Imamo v bližini Japonsko, en lep primer, z katerega se lahko veliko naučijo. Imamo tudi en primer Južne Koreje, bi izpostavil kakšne načine, metode, ki so jih uporabili pri teh dveh državah in ki lahko začnejo uporabljati tudi na Kitajskem. Ali pa jih že uporabljajo. Ja, če gledamo recimo zdaj kongres komunistične partije, ne, jaz sem prebral, se pravi otvoriti njegov predsednika Šija, ne, in demografije nisem zasledil, da je bila kje bistveno omenjena. Kar pomeni, da očitno tega problema še niti ne vidijo nekje. Mogoče bo to s časom recimo prišlo, ne, ampak mislim pa, da se prav kaj zelo s to politiko mogoče ti ne bodo ukvarjali. Pa že bodo sprostili, da je malo kdorkoli pač otrok želi, ne. Ampak zdaj pa treba pogledati tudi recimo objektivne možnosti za to. Ne. Se pravi, vsaj recimo, da financiranje vrtcev, šole in tako naprej, ne, se pravi, izobraževanje in tako naprej. Ne. Potem se pravi tudi, kar se tiče nekega, se pravi social housing, ne, se pravi stanovanje in tako naprej, stanovanjska politika, seveda delajo na tem, ne. Jasno, da delajo, ne. Ampak se pravi, tukaj mislim, da jih čaka kar precej dela. Ne. Zdaj, kar se tiče pa same Japonske in tako naprej, ne, mislim, da Kitajska vseeno še ni tam, kjer je Japonska, ne, ker Japonska ima izrazito star demografski režim. Ne. Mogoče bliže recimo Koreja. Ne. Kitajska mislim, da je tukaj vseeno še mogoče tudi kakšno desetletje ali pa še več v bistvu zadaj. Ne. Tako da verjetno se bodo pa slej ko prej morali tudi s tem začeti ubadati. Ne. Na Japonskem so v bistvu že leta 2000 uvedli nekako celovito zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in tudi vlada je forsirala podjetnike, da investirajo v tehnologijo, predvsem v robotiko za oskrbo. In so v bistvu na Japonskem že ogromno naredili v prihajajoče, ko bojo imeli, v bistvu, ko imajo že zdaj toliko staro prebivalstvo, da preprečijo v bistvu, da se nekako zavarujejo zaradi tega, ker nimajo tako delovnega, aktivnega prebivalstva. Ja, to je potem problem proizvodnje, ko enostavno nimaš več ljudi, ki bi skrbeli za vse skupaj, in potem skrbeti roboti. Ne. In tukaj mislim, da so Japonci vodilni. Ne. Predvsem pa ta azijski sistem je nekoliko drugačen v tem pogledu, kot recimo evropski. Ne. Evropski model temelji na migracijah, ne. Se pravi, na spodbujanju migracij, da potem pride čim več ljudi v Evropo in da potem recimo dobijo neko delovno silo. Ne. Medtem ko azijski sistemi pa v glavnem niso tako odprti za tujce, tudi recimo Japonska, čeprav že tam v bistvu nekje od konca 80-ih let v bistvu imajo star demografski režim, še vedno niso nekako odprti za priliv tujcev. Ne. Tudi na Kitajskem ni tega opaziti, ne, da bi želeli recimo priliv ljudi od kje drugod. Pa mogoče misliš, da bojo v prihodnosti s kakšne 20 let? Dvomim. Če Japonci niso zdaj praktično v 30 letih, dvomim, da bodo potem še kaj kasneje. Tako da mislim, da bo tam šlo bolj na neko tehnologijo in da bodo poskušali nekako spraviti z roboti in se pravi s povečevanjem produktivnosti ta minus na delovni sili nekako nadoknaditi. No, avtomatizacijo oziroma robotizacijo pospešeno investirate tudi Kitajska in Južna Koreja. Imajo največjo bazo industrijskih robotov, so Kitajska, Japonska in Južna Koreja. Še ene države so Združene države Amerike. Tako da očitno naslavlja ta problem. Ja, očitno je to in tudi mislim, da se bo ta trend nadaljeval. Ne? Tudi ne je presenečen, če bi recimo od Evrope se mogoče malo odmaknila od migrantskega modela, pa bi začela v bistvu več staviti na robotiko. Ne? Ampak če pa nimajo emigracij, kot recimo v Aziji, ne? Potem pa je enostavna varianta, da gredo na robote, ne? In avtomatizacijo. Ne? Tako da
In glede na to, da se bo prebivalstvo še naprej staralo, ne, mislim, da se bo ta trend, kar se tiče avtomatizacije in robotizacije, še naprej razvil. Mislim, da tukaj definitivno še nismo videli nekega konca. Kaj pa to pomeni za gospodarsko rast držav, ki trenutno še nimajo tako razvite industrije in ki bi lahko pričakovali, da bi se industrija priselila v te države, ampak zdaj imamo robote in sploh ni treba priseljevati proizvodnje. Recimo imamo primer Vietnam. Ta država je v zadnjih letih beležila rast investicij v proizvodne kapacitete. Tudi zaradi tega, ker je proizvodnje na Kitajskem postalo dražje in so začeli seliti proizvodnjo v Vietnam. Ampak če zdaj imamo avtomatizirane tovarne, če zdaj imamo pametne industrijske robote, kako to vpliva na gospodarsko rast teh držav, ki nimajo več možnosti, da bi rasli zaradi tega, ker pospešeno gradijo tovarne? Mislim, da se bo proizvodnja še vedno mogoče selila tja, ne, ker bo ceneje, ne. Zdaj bo to z roboti ali bo to brez robotov, ne. Mislim pa, da tako, ne, se pa če že gospodarska rast više, se mora to potem nekaj to poznati, ne. Se pravi, da se nekaj potem tudi več investira in da so to potem kot kakšni bolj delovno-intenzivni sektori, ne. Se pravi, če potem delo relativno cenejše od recimo robotov, ne, potem bodo verjetno poskušali izkoristiti pač delovno silo, ne. Če pa seveda so delovne sile ni, ne, potem grejo pa seveda na robote, ne. Tako da, ja, seveda, kakšne visokotehnološke podjetja, ki jih seveda te države tudi želijo, da tam investirajo in da tam proizvajajo, bodo verjetno šle na robote, ne, ker so enostavno te kakšne proizvodne operacije tako zahtevne, da jih pač ljudje pač sami ne moremo to z rokami nekako izvesti, ne. Tam pa seveda moramo imeti potem ali stroje, ali roboti, karkoli drugega, ne pač avtomatizacijo procesov, ne. Katera področja poleg robotike pa postanejo zanimiva, če predpostavljamo, da se bojo postarali do leta 2030, v naslednjih 10 letih mogoče? Ja, mogoče 10 letih je že malo prehitro, recimo reči, ne. Mogoče bo učinek staranja res prisoten mogoče na Kitajskem. Težko bi rekel za kakšne recimo države jugovzhodne Azije. Tukaj imamo večinoma ali niti ne mlado, ali pa mogoče niti ne tako zelo mlado prebivalstvo, že mogoče zrelo bolj. Ampak težko, da se bo tukaj bistveno govorilo o staranju, mogoče, ampak ne prav zelo. Kjer bi še izpostavil poleg sektorjev, ki sem jih omenil, predvsem bi rekel tukaj se pravi zdravstvo, informacija. Ker mislim, da se bo potem začelo to uvajati, ker z večjim GDP-jem, z večjo gospodarsko razvitostjo, se bi moral tudi razviti potem nek zdravstveni sistem, ne. Kaj pa naprimer zavarovalnice, banke, glede na to, da še nimajo nekega pokojninskega sistema? To je bila recimo zanimiva stvar, ne? Ker jaz tukaj od države odvisno, ne? Ampak če recimo država nima preko nekega javnega pokojninskega sistema, potem bo mogel jasno recimo vsak recimo za sebe varčevati, ne? In tukaj pridejo seveda upoštevajo se pravi in pokojninski skladi in se pravi tudi bančni depoziti. Se pravi, oziroma ali pa kombinacija celo obeh, ne. Tako da tukaj bi se recimo tudi še dalo, čeprav mislim, da ta segment prav zelo razvit v Aziji še ni, ne. Tudi, ko smo o tem raziskovali, smo opazili, da res ni veliko infrastrukture za omogočanje neke dolgotrajne oskrbe starejšim ljudem, kot na primer domi za upokojence, ne. Sem pa videl, da na Kitajskem so že začeli graditi skupnosti, kjer jim omogočajo vse storitve od zdravstvene oskrbe do supermarketov, do bančništva, tako da je vse na enem mestu. Pa me zanima, misliš, da bi se to lahko prijeli, da bi se pravzaprav neka naselja pojavljala za starejše občane in je pa neka all-inclusive varianta, da lahko živijo dostojno starost? Tukaj je malo odvisno, se pravi od same mentalitete, ne, tudi oziroma preko zgodovine, ne. In vsaj recimo azijski narodi so znali biti v preteklosti dosti kolektivistični, ne. Dobro, recimo Kitajci imajo še vedno za tak sistem, da jih nekako v bistvu spodbuja k kolektivizmu, ne. In tako da na Kitajskem bi verjel, da bi se recimo take skupnosti lahko še naprej razvijala, ne. Mogoče pa kakšnih drugih državah, ki pa mogoče niso tako toliko kolektivistične, pa tak sistem mogoče ne bi bil ravno najboljši, ne. Mislim, v Evropi recimo se verjetno ne bi prijel, ne.
V Aziji pa lahko so vsi zgodbe drugačne in bili take skupnosti recimo tudi zaželene. Zadnjič smo se pogovarjali o prihodu na zeleno gospodarstvo, torej da govorimo o prvi epizodi. In se sprašujem, ali bomo imeli težave pri prihodu na zeleno gospodarstvo zaradi demografskih trendov Azije. Azijske države so med največjimi onesnaževalci. Torej, tukaj seveda Kitajska, tudi Indija, pravzaprav tudi Japonska. In kakšen vpliv bo imelo staranje prebivalstva na to dinamiko prehoda na zeleno gospodarstvo? Govorim predvsem z vidika potrebnih investicij, pa tudi mogoče celo z vidika pripravljenosti sprejeti dejstvo, da bo gospodarstvo moralo postati zeleno. Kakor opažam, recimo države je dejansko skrb za zeleno okolje precej povezana z ravnjo GDP-ja. Recimo, če gre za revnejšo državo, potem se bolj nagibajo k temu, da skrbijo za to samo, da preživijo. Da imamo zadosti hrane in to je v bistvu za njih zadosti. Seveda pa to treba vedeti, če samo skrbijo predvsem za zadosti hrane, da so v bistvu samooskrbni. Tukaj je tudi njihov ogljični odtis v bistvu precej nizek. Večji problem nastane, kot sem že omenil, z urbanizacijo. Ko grejo v mesta, tukaj se pa začne proizvodnja. In proizvodnja seveda izpušča toplogredne pline, predvsem CO2, sploh ogljikov dioksid. In potem je treba seveda zagotoviti tudi elektriko. In ta elektrika vsaj v Aziji, čeprav ima možnost recimo za sončne elektrarne in tako naprej, tudi vetrne oziroma pač za različne tipe obnovljive energije, še vedno na žalost je v glavnem predvsem umazano, v glavnem je tam velika večina je na premog, ki je seveda tudi najbolj razpoložljiv energent, jasno. Tako da mislim, da bo tukaj potrebne ogromne investicije, tudi mogoče kakšne donacije recimo od nekje drugot ali karkoli, samo zato, da bi se pač nekje ta energija začela proizvajati z nekoliko bolj obnovljivih virov oziroma bolj zelenih virov. Ampak za Kitajsko sem slišala, da pridobivajo elektriko, tudi, pač v bistvu, da imajo ful ogromno količino elektrike pridobijo preko hidroelektrarn in da imajo v bistvu še ogromno potencijala za obnovljive vire. Zdaj, kar se tiče pa hidroenergije, seveda, največja hidroelektrarna na svetu so teske na Kitajskem, in verjetno bodo še kakšno naredili. Je pa tako, da hidroenergija ni prav zelo zanesljiva, ravno zaradi tega, ker lahko pride do suše. In na Kitajskem se že dogaja, recimo, da cele reke v bistvu presušujejo ravno zaradi klimatskih sprememb. Prej si omenil, da v urbanih naseljih Azije energijo pridobivajo na manj čist način, da je več emisij, da so tovarne prisotne, a pa pričakuješ, da starejše prebivalstvo se bo srečevalo z večjimi težavami z zdravjem, kot bi se sicer, in bo zaradi tega večje povpraševanje po farmacevtskih izdelkih? To se že zdaj, ampak ne samo starejše prebivalstvo, ampak vso prebivalstvo. Govorimo od mladih naprej, od otrok naprej, se pravi, vsi se soočajo s tem, da so enostavno smogaj preveč in seveda to jasno negativno vpliva na zdravje. Tako da že mladi v bistvu bolevajo, ne samo starejši. In tukaj jasno potreba potem nekaj narediti, ker mislim, da med najbolj onesnaženimi mesti trenutno ni v Delhi, oziroma pač ta podhimalajski del Indije. Verjetno bi rada zgraditi kakšno jedrsko elektrarno, ker pač jedrska energija ne izpušča, se pravi, emisije v zrak. Potem je tudi seveda sama kurjava, ker vsem treba vedeti, na sever Indije je že izven tropskega pasu, tako da zime znajo biti nekoliko hladne in oni začnejo kuriti potem takrat odpadke. To pa predvsej seveda nekih škodljivih delcev spušča v zrak, in to se potem seveda vse diha. Ja, ampak če se vrnemo nazaj na demografske trende, če bi probali azijsko regijo razbiti na segmente, tako bi rekel. Torej Kitajska, Indija, še Južna Koreja, Tajvan, pa ostale države, jugovzhodna Azija. Kje ti vidiš mogoče največ priložnosti z vidika investicij v naslednjih
10 letih ob upoštevanju demografskih trendov? Če gledam demografske trende, potem bi gledal predvsem na države z mladim prebivalstvom, ker tam je pričakovati tudi največjo rast BDP-ja. Ne. Recimo neka Japonska, naprimer, ki ima staro prebivalstvo, ne, tam so stopnje rasti zelo nizke, okoli 0, mogoče 1%. Če gledamo Kitajsko bi rekel za svoj demografski režim v bistvu še zelo hitro raste, ne, ampak verjetno to ne bo v nedogled in tudi ta rast se bo seveda zmanjševala. Ne. Če pa gledamo recimo, ne vem, kakšno Indijo, če gledamo Indonezijo, gledamo Filipine, tukaj pa mislim, te države pač raste tam nekje po nekih 5% na leto in mislim, da bi tudi glede na njihovo nizko osnovo, ne, da ta gospodarska rast lahko še v bistvu zdržala tudi mogoče še kar nekaj časa. Torej, če probam povzeti to, kar si zdaj povedal, zdaj in še predtem, torej z vidika investicijskih priložnosti, a bo država, da lahko iščemo segmente gospodarstva, ki so v državah jugovzhodne Azije in v Indiji, torej v državah s manjšim prebivalstvom, torej segmente gospodarstva, ki so izpostavljeni na gospodarsko rast, pri čemer v drugih državah, torej Kitajska, Južna Koreja, Tajvan, smo lahko nekoliko bolj, oziroma moramo biti nekoliko bolj specifični in iskati priložnosti, investicijske priložnosti na drugih segmentih, recimo tehnologija, farmacija, to, kar si izpostavil, tudi zavarovalnice. Torej, ne gre za to, da sploh ni priložnosti v teh državah, ampak so nekoliko bolj ozke, specifične. Definitivno specifične, ne. Tako da tehnologija absolutno, ne. Če se manjša prebivalstvo, se pravi, bo treba, in seveda, da ni imigracij, ne, se pravi, ni priliva prebivalstva drugje, ne. Potem bo treba absolutno robotizirati in avtomatizirati proizvodnjo. Potem tukaj je še pomembna farmacija. Tudi mogoče, se pravi, kar se tiče samih zavarovanj, se pravi, neke zavarovalnice, banke in tako naprej, čeprav mislim, da gre kar precej prek njih prek bank, seveda pri Kitajcih, ne. Če gledamo recimo manj razvite države, tam pa jasno, ne, mislim, tehnologija mogoče niti ni, bo tudi v fokusu, ne. Tudi če vemo, tudi recimo Indija ima precej nekih farmacijskih podjetij, ki so tudi globalno prisotna, ne. Tudi če gledamo recimo učinkovine, ne. Precej učinkovin, se pravi za zdravila, ki se uporabljajo globalno, se pravi v tovarnah po svetu, ne, je narejeno v Indiji, pa nekaj tudi na Kitajskem. Tako da tudi tukaj so recimo nekje prisotni, ne, čeprav oni so v bistvu rekel na začetku nekje, kde se pravi dobavne verige, ne. Tudi kar se tiče tehnologije, seveda, tudi Indijci so začeli že recimo z nekimi tehnološkimi podjetji, ne. In tudi če gledamo recimo neko industrializacijo, pa potem digitalizacijo, če gledamo razvoj na Kitajskem, je tukaj še presenetljivo hitro, ne. Bomo videli, ko bo to recimo v Indiji, ampak tudi tukaj recimo imamo določene podjetja, ki se ukvarjajo preko čist informacijsko tehnologijo in bodo recimo v prihodnosti lahko tudi predvsem to preko potrošniško informacijsko tehnologijo in bodo lahko tudi v prihodnosti recimo še zaslužila potem prebivalstvo, pa tudi bodo postali neki globalni igralci. Ja, torej regija se razvija, z različno hitrostjo se bodo razvijale različne države, z različno dinamiko, tudi nehajnostjo in zagotovo bomo videli še več različnih podjetij, ki bodo tako ali drugače probali razumeti, kaj se točno dogaja na področju demografije in izkoristiti te priložnosti tako ali drugače. Hvala ti za tvoj čas, Matjaž Lesk. Lepo, da si bil danes z nami. Hvala, Matjaž. Matjaž, hvala lepa. Ni zakaj. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne predstavlja investicijskega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.